Zdravljeni, z vami sem Minka in lejte to. Jaz imam tukaj domačo žival, polžka. A veste, polžek, zdaj prinesla sem ga gor zaradi tega, ker sem šla po zeleno, ker vam želim govoriti o kaliju. Ampak očitno vam bom zdaj najprej govorila o polžih. Pa ne o hitrosti, ampak o tem, kako polžki, lejte, polžek s hiško, to, kar pušča za sabo, to je čisti kolagen, čisti kolagen. In če vi želite, da se vam koža pomlajša, ne rabite nobeno drago kremo iz polževe sline, ampak ujamete polža. Pač ujamete, najdete polža. In v glavnem, polžek, sploh takrat, lejte, zdaj je čist prestrašen, ker ne ve, kje je, ker ni pričakoval, da bo pristal na moji roki. Izloča slino, lejte, ta slina, ki je tukaj, pač ta slina, to je čisti kolagen in namažete se pod očmi, tam kjer imate gube in je to. Vem, da zdaj marsikdo reče, fuj, to je nagravžno, pač ne, ni nagravžno, pa to je čisto naravna zadeva, ker polž je edina, pač te hišico, oni imajo sistem samopopravila. In to pomeni, da proizvajajo kolagen, da lahko hišico popravijo. In ta kolagen je zdravilen tudi za našo kožo. Pač namažete tam, kjer rabite dodatno podporo, a ne? Pač jaz to delam, drugače. Jaz sem za naravo. Kakšen botoks, če imaš polže. Se pravi, verjamem, da zdaj se boste smejali, ampak v glavnem, zdaj ta polžek bo plezal očitno toliko časa po meni, ga bom pol ven nesla, ampak ga bom dala stran od moje solate, zaradi tega, ker ne maram polžev na moji solati in ja, no tako, te s hišico, te so polži, ki nosijo kolagen. Ok, zdaj pa pojmo na kalij, pa na zeleno. Lejte to. Kakšno zeleno imam že na vrtu, pač wow! In jaz že vsako jutro pijem sok iz zelene, ker vsebuje zelena kalij. Kalij je pa tako nujno potreben za naše dobro počutje in nujno potreben je, čakajte, bom vzela v roke knjigo, ko imajo moški hormoni žur. Kalij, brez kalija dejansko ni dobrega pritiska, zatekate, imate občutek, da ste zabuhli obraz, se vam pojavljajo alergije, imate podočnjake, imate otekle noge in ja, ključ je v kaliju. No, zdaj pa dajmo tale kalij majčkeno bolj pogledati, pa če moram žonglirati z mojim polžkom. Ja, počasi se daleč pride. V glavnem kalij. Če vam ga manjka, telo sporoča, ima opozorilne znake in vam želi sporočiti, da je nekaj narobe. V glavnem, prva stvar, zastajanje vode v telesu, zabuhlost, podočnjaki, potem pa nasplošno imate slabše reflekse, se ne odzovete, tudi tako, pač imate občutek, da ste okorni, imate visok krvni tlak, pojavljajo se vam nasplošno alergije, bolečine v mišicah, mišična oslabelost in mišična šibkost. In, drage dame, imate pomanjkanje kalija, se povesi vse na vašem obrazu, na vašem telesu. Potem stalen občutek utrujenosti, izguba orientacije, srčna aritmija, srčno popuščanje in celo možganska kap. In za vse tiste, ki premalo veste o kaliju, kalij uravnava stanje pH v telesu. In ko imate zakisano telo, vam manjka kalija. Zdaj pa seveda pomislite, kalij, največ ga dobimo v bananah. Ja, pa še kaj. Veste, so mogli prodati te kontejnerje banan, pa so nas prepričali, da imajo največ kalija banane. Banane imajo kalija samo v sledeh. Vsak regrat ima več kalija, vsaka zelena, peteršilj, pač zelena je bogastvo samega kalija. Naprej, kalij preprečuje depresijo, tvori rastni hormon, pomaga pri razstrupljanju telesa,
vpliva na odvajanje vode iz telesa, pripomore k uravnavanju krvnega tlaka in preprečuje srčni infarkt in možgansko kap. No, tako da v glavnem, kalij dejansko vaše telo ga potrebuje, naše telo ga potrebuje in sploh tisti, ki čutite, da rabite majčkeno pomoči pri tem, da bojo vaši sklepi boljše delovali, da se zjutraj zbudite tako težki, brez energije. Kaj pa, če imate zakisano telo in vaše telo kliče po zeleni barvi? No, zdaj pa pojdimo na zeleno barvo. Zelena zelišča, zelena barva, se pravi, ta zelena barva je ključna za čiščenje korenske čakre. Deluje na čiščenje ne samo korenske čakre, ampak organov, ki jih napaja korenska čakra. In zdaj, če pogledamo, korenska čakra je na dnu hrbtenice, se pravi na trtici, in deluje na to, da se poveča energija kosti, se pravi avtomatično zelena, vsebuje tako kalij kot natrij, ki je potrebno za vezavo, deluje tudi nekaj kalcija, vsebuje zelena, se pravi je ključna za gradnjo kosti. Ker vsebuje ogromno čistilnih snovi v sebi, se pravi praktično vse minerale, deluje na boljšo kri. In komur slabše deluje korenska čakra, ima težave s krvjo. Poleg tega, pa če zdaj ful pazim, kje ta moj polžek leze, da ga potem ven lahko nesem, hkrati mi pomlajuje mojo kožo na rokah, greste na sprehod in vzamete polžka s sabo na sprehod in pomlajuje vaše roke in vam lepo pleza po roki in samo rečete hvala za kolagen. Hvala za kolagen. No, v glavnem, korenska čakra, smo rekli, deluje na stanje kosti, krvi in mišic. Se pravi, če imate težave s korensko čakro oziroma preveč težke energije na korenski čakri, pomeni, da boste imeli težave s krvjo, z razmnoževanjem, tudi celic, avtoimunimi obolenji, od vnetih sklepov do praktično do vseh ostalih avtoimunih obolenj. Tako da, tako da vse to je kalij, vse to je zelena. Jaz jo bom pripravila zjutraj, tako da takle šopek, glejte, ga razrežem, dam, ga spravim to, ga zmiksam, precedim, popijem sok in potem ga dam v smuti. V glavnem, da vse to zaužijem, en takle šopek, zdaj tako veselo raste zelena in sem jo kar precej posadila, ker mi je pomembno, da jo bom imela še po zimi, ker jo bom dala v skrinjo. Tako da, ja. No, ne vas, saj bom še kakšen video posnela, ker zdaj kmalu bo cvetel arman. Jaz sem že pripravila macerat iz orehov za porjavitev, tako da zdaj so zeleni orehi za nabrati in jih razrežete in date v kozarec, čez prelijete z olivnim oljem, date na sonce, saj za 21 dni in nastane krasen macerat za porjavitev. No, potem pa za vse tiste, ki imate pa težave s kožo, flekasto kožo, boste pa počakali, da bo arman začel cveteti in ko bo cvetel, bom posnela tudi ta video, v glavnem samo tako, da boste imeli v možganih. Pripravila si bom macerat iz armana in lakote in to si boste pol pripravili. Še pred morjem bo ta macerat nastal in v glavnem se lahko mažete, da se koža lepo porjavi in predvsem, da nimate sončnih madežev. Pač naravne zadeve, ker dejansko, glejte, za vsako bolezen rožca rase, v naravi, pač narava je zaklad, samo pač malo nepismeni smo postali. Tako ja, imam kar nekaj idej, kaj imam še za narediti, zaradi tega, ker želim osveščati, osveščati glede zdravja, ker to je, pač čutim, da je to moje poslanstvo in karkoli naredite zase dobrega, ali je to pač kakšen dodaten kilometer na dan, da ga prehodite, ali to, da si poveste pred ogledalom, da se imate radi, ali pa to, da naredite sok iz zelene in ga popijete, vse to je za vaše dobro počutje in ja, ali pa da pelete, nesete s sabo polžka na sprehod in porabite kolagen, ki je na dosegu roke.
In ne pozabite se namazati tudi pod očmi, pa tukaj, pa na vratu. In ja, boste videli, to je v bistvu zanimivo, tale kolagen. Polžki se tudi pokakajo, meni se je pokakal tukaj, ampak okej, ni tak velik kakec, da ga ne bi mogla odstraniti. No, zdaj bomo pa šli na pozitivna sporočila, je prav. Gremo na pozitivna sporočila, da vidimo, kaj je tisto, kar vam ta trenutek stvarstvo sporoča. Zdaj, glede na to, da imam jaz polne roke kolagena, bom očitno danes drugače mešala. Bom takole dala karte na kolena, pa da vidimo 3 karte z tegale kupčka, prehod v novo dobo, da vidimo, kakšno je sporočilo za tebe, draga dušica, ki tole poslušaš, kaj ima stvarstvo namen zate. Prehod v novo dobo. Čas je za prehod v novo dobo, čas je za korak naprej, čas je, čeprav ta trenutek mogoče še ne vidiš, ampak na obzorju se že kaže nov dan, stvarstvo ti čestita za pogum, pojdi naprej in ja, tebi pripada sreča, poglejte to, tebi pripada sreča, tebi pripada ljubezen, zasluži si jo. Ja, očitno si veliko prehodila v veliko kalvarijo in je čas, da se zgodi obilje vsega dobrega v tvojem življenju. In čas je za ljubezen. Wow, očitno te čaka nekaj novega. Zdaj tiste, ki manifestirate ljubezen, ki ste sanske ali pa sanski, mogoče je čas za naslednji korak. Za vse tiste, ki pa ne želite nove veze, pa mogoče nov projekt, novo partnerstvo, nova služba, nekaj novega te čaka, ker varno je ljubiti. To je pa ključno sporočilo. In gre se za to, da vsak partnerski odnos bi mogel biti povezan s tem, da veča ljubezen, dodaja ljubezen, daje ljubezen. Ali je to intimni odnos, je to v službi in tam, kjer ugašate. Pač to ni ta pravi odnos, kjer vaša notranja luč vedno bolj ugaša in mogoče čas, da se vprašate, halo, kam pa grem? Je to moja pot, da na koncu ugasnem in samo še pogorišče ostane za mano? Ne, na svetu si zato, da dodajaš vrednost, da dodajaš svetlobo, da kažeš svojo potjo, da je vse možno. In zaupaj toku življenja, ker očitno stvarstvo ima poseben načrt za tebe. Stvarstvo ti želi pomagati, mogoče te zadržuje strah na nekem področju, ker življenje ti ponuja sicer lekcije, da jih preskočiš, prestopiš, lahko se oklepaš nečesa, kar si že zdavnaj prerasla. In veste, jaz imam tamle enega Benjamina, ki ga vsak dan gledam, ker dejansko me že kliče ene pol leta, da ga je treba presaditi. Saj še vedno pač ne raste, pa tudi umira še ne. In bo še kakšno leto bo še zdržal. Ja, ampak če ga nam presadila, bo pač umrl. In če ste vi tako, kot tale moj Benjamin, ki je že zdavnaj prerastel lonček, vse nekaj časa boste že živeli, ampak na dolgi rok, ko začneš umirati v nekem odnosu, v neki službi, ko te duši, je čas, da začneš izražati svojo resnico in daš pozornost tja, kjer vidiš mir, vidiš ljubezen, vidiš srečo, vidiš vse, kar si resnično želiš. Pozornost, kam gre ta trenutek? Tvoja pozornost v to, kar si želiš, ali tja, kamor ne želiš. Pač kam? Vam povem, da ta prav meditacija, vidim cilj, ko si začneš ponavljati, vidim cilj, vidim cilj, vidim cilj, in ko si v miru, probajte to jutri zjutraj, ko boste v miru ali pa pred spanjem, vidim cilj, vidim cilj, vidim cilj, si ponavljaš samo to besedo, vidim cilj, boste videli, kaj se bo zgodilo. Če ne prej, se vam bo zjutraj, se pravi, če to ponavljaš zvečer pred spanjem, zjutraj, ko se zbudiš, vidiš cilj. In ko sem sama delala to meditacijo, vidim cilj, ker nagovoril me je k temu Alen Kobilica. Alen Kobilica, vemo, slovenski maneken, njegov projekt Vidim cilj.
In bila sem na nekem seminarju in on govori o projektu Vidim cilj. Veste, jaz sem bila takrat o eni taki črni luknji in nisem videla cilja. In si začnem ponavljati, vidim cilj, vidim cilj, vidim cilj. In si rečem sama pri sebi, on je slep in vidi cilj. In jaz, ki imam oči, ne vidim cilja. In potem, ko ponavljam ta vidim cilj, se mi je pred očmi, so se mi naslikala nova vrata. Kaj ne rečem? Pač jaz sem lahko samo hvaležna za to. Kam me je življenje popeljalo? Skozi nova vrata. Pač takrat, ko nisem videla cilja, jaz sem videla pred seboj samo steno. Ampak stvarstvo je imelo načrt zame in sem hvaležna za ta načrt in seveda sem morala iti skozi obdobje, ko me je bilo strah glede zapuščanja varnosti, pred izgubo. Velike strahove sem imela vse, ampak vse to sem pustila za sabo, ne rečemo, da je bilo to zdravljenje moje duše. In če ti, draga dušica, ta trenutek čutiš, da zdraviš svojo dušo, ja, vzem knjigo, ko imajo moški hormoni žur in začni delati po programih odraščanja obranjenih starših. Prečisti svoje programe, ranjene ženske, ranjenega moškega in naredi nek korak v sebi. Pač nekaj treba narediti drugače. No, da vidimo naslednji kupček. Karte, Ošetove karte so pogum. Oglej si to sliko. Pogum. Ko boš imela pogum, to nastane. Tudi tam, kjer ne vidiš, nastane, lahko zraste roža. Življenje. Da vidimo naprej. Naslednje sporočilo je, upočasni svoj tempo, da boš lahko slišala sporočila svoje duše. Bolj počas. Ja, lahko da si ta trenutek na hiperobratih zaradi tega, ker te je mogoče strah in potem deluješ iz strahu. In zato upočasni svoj tempo, da bo slišala, kaj želi tvoja duša. In ko boš upočasnila svoj tempo, se bo zgodilo tole. Silovit preboj naprej. Ker boš dobila energijo, ideje, povezave, ljudi. Enostavno se bo zgodilo, se ti bo samo sestavljalo skupaj, kot da bi neke domine se sestavljale skupaj in vse bo šlo v ta pravo smer. Ja, ko si pa tam, kar te zadržuje, to te pa izžame. Lej, kaj je prišlo. Nekdo ti krivdo nabija, oklepaš se nečesa, nekdo ti, koliko mi gre na živce, Kaj ti gre na živce? No, točno to, kar ti gre na živce, spusti. Kako ne spustim? Ne vem. Ne vem, kako boš spustila. To je tvoja stvar. Spusti potrebo potem, da se oklepaš nezdravih odnosov. Spusti potrebo po oklepanju neke varnosti, ki mogoče sploh ni varnost. Spusti strah glede preživetja, ker mogoče ima pa stvarstvo darila za tebe. Ne vem. Pač tvoja duša ti bo povedala. Jaz tukaj ne govorim, da moraš delati nepremišljene korake, ampak kar pa sigurno vem, če ostajaš nekem lončku, ki si ga prerasla, boš na dolgi rok sebe zadušila. Pač očitno ima tvoja duša nek večji namen zate. Ja, ta upočasnitev je povezana s tem, da greš v neko samoto, da si vzameš čas, da premisliš, kaj čutiš, da si v povezavi s svojo dušo, da občutiš, kar res ti čutiš in da prideš do svojega bistva, kaj je res tisto, po čemer hrepeni tvoja duša, kaj je tisto, kar tvoja duša tebi sporoča. In vse je možno. Kvantno polje, ničnost. Kaj je to kvantno polje? Znanost je dokazala, da pričakovanja opazovalca določajo končni rezultat. Se pravi, če jaz pričakujem svetovni potop, ga bom doživela. Če jaz pričakujem finančno katastrofo, jo bom doživela. Če jaz pričakujem srečo, radost, ljubezen, uspeh,
bom to doživela, ker bom priklicala svojo mislijo, bom priklicala to svoj obstoj. Glejte, katerokoli knjigo boste vzeli v roke, recimo ena od takih je Anastazija, ki govori o tem, kako pomembno je, da svojo mislijo ustvarjamo. In ja, včasih se je potrebno iz kakšnega odnosa malo odmakniti, ker nam toliko močno gre na živce, da ne moremo več. Ampak je v redu, ko govorimo svojo resnico. In je ta notranji preporod. Notranji preporod, ko svetiš, ko črpaš energijo in teče energija v tebi in gre vse v pravo smer, takrat si na pravi poti. In ko v sebi umiraš, nisi na pravi poti. In pred tabo je pustolovščina. Juhej! Pred tabo je nekaj novega. Odpira se ti neka igriva energija in skozi to svojo igrivo energijo, otroško energijo, boš imela dovolj sredstev za vse. Zdaj pa pet pogledati, v čem si mogoče ti uživala kot mehna punčka ali pa ti kot duša užival kot mehen fantek. Kaj je bilo tisto, kar si rada delala? Sestavljala nekaj skupaj, mogoče je pa tvoja moč v tem, da si nekje v samoti in nekaj ustvarjaš. Super. Kaj je tista tvoja notranja moč, ki sigurno jo imaš? In ja, zaupaj. Vsak proces potrebuje čas, vsako rojstvo potrebuje svoj proces, vse je v redu. Zdajle je poseben mlaj, prav zdajle, ki kaže, kje so določene luknje, črne luknje v vašem življenju. In če se vam ta trenutek napolno dogaja, vam stvarstvo hoče pokazati, kje je črna luknja v vašem življenju. Nič narobe, ko vi ozavestite to črno luknjo, pridete do celovitosti in to je to, kar vi rabite. Yin yang, uravnoteženost, tema, svetloba, dan, noč, ta dualnost. Pač greste naprej, ne? Tako kot tale polžek, zdaj ne vem, če ga opazujete, je prehodil že parkrat po moji dlani, polna sem kolagena, pač nekaj neverjetnega. No in gremo še na naslednji kupček, da vidimo, kaj nam pa tukaj še sporoča stvarstvo. Kaj je tisto, kar tale dušica potrebuje, da ozavesti, da pride na plan. Nova ideja, neka pogumna ideja se ti mota po glavi glede denarja. In čas je, da greš v svojo ustvarjalno energijo, se lotiš ustvarjanja, delaš z zanosom, ker to, kar boš delala z zanosom, je povezano z neko tvojo idejo, ki je, ja, pogumna je prav, da je pogumna in ti bo prinesla pač finančno obilje. Pač 3-krat je prišlo novci. Ideja, potegnila jo boš dobesedno iz gor, čutim, da je povezano tudi z nekim strahom, ki mogoče se bojiš, to, kar ti si kraljica, ki ima zemeljsko energijo. Lahko govorim tako, kot mislim, kraljica, ki ima jajca. Pač tista, ki si upa, ki stoji, ki ima žezlo moči v sebi. Pač dosti je, da si ena tiha miška, pač postav se v svojo božansko moč, ker pač zdajle, ko to govorim, sicer gre ful neka energija, se čisti, ampak gre skozi mene tako prav moška energija, po desni strani, leva stran glave, ampak kronska čakra in gre na desno stran telesa, ki je povezana z moško energijo, se pravi, postav se v svojo moč, bo to, kar ti si, nared to, kar ti čutiš, dvigam že tisti telefon, kad te nekam kliče, naredi to, pač, ne smem tako govoriti, ker mislim, lahko govorim tako, ker mislim, to, kar gre skozi me, nehaj biti pička. Pač, to gre skozi mene. Pač očitno je čas, da se to izrazi. Pač, če gledaš toliko časa, očitno je prav, da to slišiš. Ker dovolj je
obilje je tukaj, čas je, da zasiješ, neka zvezda Severnica, ki te vodi, neka tvoja srčna želja, po drugi strani pa pretakanja obilja. Se pravi, vsega je dovolj, čas je, da zasiješ in postani kraljica izražanja. Pač same sporočila, tako zelo močna sporočila. Nehaj se oklepati strahu, deluj iz svoje moči, bodi to, kar ti si, ker to, kar ti si veličastna duša tukaj na zemlji. Ker jaz sem prepričana, če gledaš moj kanal, očitno zdaj že veš, da je že čas, da se postaviš v svojo moč, da počistiš podzavestne programe, ki so povezani s tem, da moraš biti manj, da moraš ugajati, da moraš biti ne vem kdo že, ker so te mogoče naučili igrati neke vloge, in se postaviš v svojo ljubečo energijo ženske, oziroma da uravnovesiš v sebi tako ženski kot moški pol, ne glede ali si moškega ali pa ženskega spola. Tako da to je to. No, tako da mi da s Polžkom se poslavljava, tako da Polžek ti gre zdaj ven. Tako da vi pa uživajte in vse dobro vam želim in ja, nekako skupno sporočilo je tega, korenska čakra, čiščenje korenske čakre, zeleno, podpora korenski čakri, z vsem tem, kar je zemeljskega, po drugi strani pa potegni te ideje skupaj in začni ustvarjati, kar je pa spet povezano z zemeljsko energijo. Tako da očitno je čas za tako biti v svoji moči. Tako da vse dobro, uživaj in naj te čuvajo angeli, naj ti pomaga vse stvarstvo pri tvojih premikih. To, kar globoko v sebi čutiš, da je prav, da narediš, naredi. Čas je.